Katere ustanove se lahko odprejo in kaj je v državi v tem korona času dovoljeno, določa vlada in to zapiše v odlok. Odlok je pravilnik, ki se ga moramo državljani držati. Če se ga ne, smo lahko kaznovani. Pred nekaj dnevi je vlada denimo podaljšala pravilo, da se lahko na javnih površinah skupaj družimo le ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva, če se pri tem drugim ne približamo preveč. Kot pa sami vidite, pa dovoljuje tudi nekaj izjem. Poleg knjižnic lahko obiščemo tudi muzeje, bare in verske objekte. Žal pa še vedno ne gledališč in kinodvoran. Bo pa po novem obisk zobozdravnikov, ki s tem tednom lahko začnejo zdraviti najbolj trde dele človeškega telesa, videti prav filmsko. Iz ordinacije se nam oglaša zobozdravnica Tanja Tomaževič, a brez strahu, današnji televizijski obisk pri zobozdravniku bo povsem neboleč. To je naša nova zaščitna oprema, ki nas in vas ščiti pred okužbo s koronavirusom. Starše lepo prosimo, da otroke na to pripravijo, da ne bi bilo nepotrebnega strahu, ko pridete k zobozdravniku. Pod zaščitno opremo je še vedno isti prijazni zobozdravnik. V prvi vrsti kličemo tiste paciente, ki so med zaprtjem naših ordinacij imeli težave in te težave niso bile dokončno rešene, in pa paciente, za katere menimo, da jih moramo oskrbeti prve, saj bi opustitev te oskrbe lahko pomenila nepopravljivo škodo za njihove zobe. Na termine kličemo paciente in jih ob tem tudi vprašamo o COVID stanju. Lepo vas prosimo, bodite iskreni glede podajanja svojega stanja. Ko boste hodili k zobozdravniku, bo z vami lahko samo en spremljevalec, potrebno bo nositi zaščitno masko za nos in usta. Želimo pa si, da si zobe umijete doma, saj v prostorih zobozdravstvenih ambulant to ne bo možno.